Kot sem že omenila, zdaj bomo šli med krošnje oziroma pod krošnje. Tema bo knjižnica pod krošnjami. To je v bistvu taka mreža lokacij, na katerih si lahko oddahnete, se usedete, preberete kakšno dobro knjigo, in ki so seveda tudi tam na voljo, ni je potrebno prinesti s seboj. In letos je celo na voljo še nekaj več lokacij kot ponavadi. No, o knjižnici in o novih lokacijah pa bo spregovorila organizatorka Gaja Naja Rojec s pomočjo naše Pije, ki je z njo na terenu. Dobrodošli in pozdravljeni obe. Ja, lep pozdrav v studio, Maša. Kot vidiš, sva se zdajle takole že malo zleknili na ležalnike, uživava pod krošnjami, sonce se skoraj malo kaže. V glavnem, vsekakor vabljeni tudi sami, da pridete v knjižnico pod krošnjami, kjer, kot si povedala, sva danes z Gajo Najo Rojec, ki nam bo več povedala tudi o novih lokacijah knjižnice. Ta, na kateri sva zdaj v čolnarni, mislim zraven čolnarne, tukaj v Tivoliju, je stara lokacija. Ja, to je ena od najstarejših lokacij. V bistvu poleg te na Trnovski plaži oziroma v Trnovskem pristanu je to najstarejša lokacija. Tudi sicer letos ni zelo veliko novih, izpostavila bi v resnici lahko predvsem eno, in sicer na Fužinah odpiramo novo enoto, za katero še vedno nabiramo tudi prostovoljsko ekipo. Te enote se blazno veselimo, ker nam je zelo v interesu širiti svoje lokacije oziroma pač knjižnice v naselja, kjer se ljudje zelo veliko zadržujejo. Želimo si, v velikem interesu nam je vzpostavljati enote, ki so skupnostne, ki pač vzpostavljajo en prostor za druženje pač nekim mikroskupnostim. Tako da tega se zelo veselimo. Kje točno pa se bo nahajala v Fužinah? Zraven Balinarskega doma, če veste oziroma lahko pogledate, Balinarski dom ima tam pač neke svoje prostore, tudi majhen lokal je tam, z njimi bomo tudi sicer sodelovali, tam bomo shranjevali infrastrukturo čez leto, nudili nam bojo pač prostore za skladiščenje in tudi pomoč, tako da tega smo blazno veseli. No, omenila si, da iščete tudi prostovoljce za to lokacijo. Kaj pa potem prostovoljec dela pravzaprav, če je prostovoljec in skrbnik torej lokacije? Se pravi, prostovoljec, prostovoljka, knjižničarka, knjižničar v bistvu upravlja knjižničarska dela, kar v našem primeru pomeni, da postavi enoto, se pravi, vsakič znova moramo vsako od teh enot na novo postaviti. Čez noč seveda ne moramo stvari pustiti kar tam in jih shranjujemo. Na vsaki lokaciji imamo pač v neposredni bližini skladišče, tako da v bistvu postaviš enoto, te poličke razporediš, razprostreš ležalnike in potem si tam skrbiš za knjige, malo komu kaj pojasniš, odgovoriš, urejaš knjige, uživaš, bereš in potem ob koncu izmene vse spet pospraviš. Tako da je en tak neskončen krog pospravljanja in postavljanja na nek način. Pa verjetno takrat, ko dežuje knjižnic na prostem, nimate katero spletno stran gledate, da se pozanimate, ali bo deževalo ali ne? To je pa ta neskončen, kakor je tisto neskončen niz pospravljanja in postavljanja, je drug neskončen niz to gledanje v nebo. Tako da radarska slika je najboljša prijateljica vseh knjižničark in tudi moja. Ne vem, kako se odločamo, pač gledamo, se vsakeč znova presodimo, kaj je zdaj smiselno ali ni. Če dežuje, seveda knjižnica ne postavljamo. Če pride samo bežna ploha, imamo za ta primer pripravljeno rado, tako da lahko vse lepo pokrijemo in odkrijemo komine. Tako, odzivamo se in smo pač od tega čisto odvisni. Še fizična aktivnost v naravi. Ja. So lokacije knjižnice pod krošnjami samo v Ljubljani? Ne, sploh ne. V Ljubljani jih je največ. Tukaj je tudi v bistvu deluje Divja misel, ki vodi projekt. Pač mi projekt koordiniramo na nacionalnem nivoju. Divja misel je sicer zavod, ki upravlja z Vodnikovo domačijo, potem je najbolj poznan Divja misel sama, se mi zdi, da je redko kdo prepozna to ime, tako da na ta način se mi zdi, da Vodnikova domačija se mi zdi, da so v zadnjih letih precej vzpostavljeno. Tam je tudi naša glavna pisarna in v Ljubljani imamo vsako leto med 9 in 12 enot, imamo pa svoje lokacije po celotni Sloveniji. Vsako leto obratuje oziroma deluje med 20 pa 24 knjižnic po celi Sloveniji. V Ljubljani nekatere enote neposredno izvajamo sami, torej Divja misel, Tivolska je ena od teh, pa ta na Trnovski plaži, v Botaničnem vrtu, pa v Argentinskem parku. To je v bistvu še nova lokacija. Prej, ko so govorili o novih lokacijah, mogoče lahko to izpostavim. V sodelovanju z ameriško ambasado že vrsto let vzpostavljamo ameriško knjižnico pod krošnjami, ki je vsa ta leta sicer obratovala na Kongresnem trgu, letos pa smo jo preselili v Argentinski park.
Kaj to pomeni, da je ameriška knjižnica? Ameriška knjižnica je zato, ker je sestavljena samo iz ameriških avtorjev oziroma iz knjig o ameriški kulturi, tako v originalih kot v prevodih, in je dvojezična knjižnica. Okay. Omenila si, da imate zelo radi knjižnice, ki so tako skupnostne v kakih naseljih. A imamo že kakšne take, poleg te v Fužinah, ki se vzpostavlja? A ta v Fužinah je že vzpostavljena? Ne. V naslednjih tednih bomo začeli, zdaj se ekipa še formira, tako da še malo čakamo na odzive. Radi bi, da bi bila ena taka trdna skupinca, ki bi prevzela to vodenje. Ena taka podobna manjša enota je lansko leto zaživela v Savskem naselju, postavljamo jo pa v sodelovanju z Zavodom Spominčica, ki se sicer ukvarja z, kako se že reče, njihovo polno ime je Alzheimer Slovenija oziroma Zavod za pomoč ljudem z demenco. Nekaj tazga, malo sem se zapletla. No, ampak ta enota je v bistvu tudi sredi naselja, za njo skrbi Zavod Spominčica, in to je v bistvu poudarek, ki ga prej nisem speljala do konca, je ta, da za nekatere enote skrbimo mi sami neposredno in za njih zagotavljamo knjižničarje, v večji meri pa v bistvu sodelujemo s partnerskimi organizacijami. In to v celoti velja za vse naše enote oziroma za vse enote, ki jih v sodelovanju vzpostavljamo v drugih krajih po Sloveniji. In te organizacije so zelo raznolike. Od knjižnic do muzejev, do posameznikov, do lokalov, do društev, in to nas tudi zelo razveseljuje. Velikokrat so to pač tudi neki konglomerati večjih posameznikov, večjih pobud, ki prevzamejo to pobudo za knjižnico in za njo skrbijo in jo izvajajo. Pa imate mogoče kakšne standarde? Se mi zdi, da skoraj po pravilu stoji knjižnica nekje na travi. Ja, v bistvu, ja. Knjižnica pod Krošnjami je med drugim tudi zaščitena blagovna znamka, ki v bistvu predvsem pomeni neko kvaliteto ali pa neko kakovost ali pa neke standarde, ki smo jih postavili pač tekom razvoja projekta, ki je letos mimogrede zakorakal že v 17. sezono, se pravi že kar ustaljen projekt. To vključuje vse od te celostne podobe, od infrastrukture, ki je bila zamišljena in zasnovana prav s tem namenom, zasnoval je Andraž Tarman, do nabora knjig, ki mu posvečamo zelo veliko pozornosti. Vsako leto na novo oblikujemo vse knjižnice, vsako leto za sodelovanje prosimo praktično vse založbe v Sloveniji, ki nam prijazno donirajo nove, sveže izvode, aktualne izvode. Tako da, kot rečeno, zelo veliko pozornosti namenjamo temu, da promoviramo kvalitetno literaturo, da vključujemo res kvalitetne knjige na naše police, in to velja za vse naše knjižnice. In prav tako veliko pozornosti namenjamo lokaciji. No? Tako, pač praviloma in navadno so to zelenice, pod Krošnjami so neki prijetni kotički, kjer se človek želi zadržati. Ne iščemo vedno najbolj obljudenih prostorov, zato ker jih v bistvu ravno svojo prisotnostjo naselimo. Tako da ja, iščemo lepe zelene kotičke v mestih, v krajih, kjer bi se človek z veseljem zadržal in srečo s knjigo. In še polepšate te čudovite kotičke s knjigami. Ja, več o samih knjigah pa spregovoriva po oglasih, tako da ostanite z nami. Lepo pozdravljeni nazaj v Tivoli, tukaj zraven čolnarne in steklenjaka. Sonce se počasi že kaže, z Gajo Najo Rojec pa govoriva o knjižnici pod Krošnjami. No, konkretno si rekla, da se vsaka knjižnica malce vsebinsko razlikuje od drugih. Nekatere so prav posebne, naprimer tudi planinsko knjižnico imate. Ja, tako, v bistvu vsako enoto zasnujemo z mislijo na prostor, na obiskovalce, ki bodo tja prihajali, in to pomeni v nekaterih primerih zelo tematsko zaokrožene enote. Naprimer, vsako leto, zdaj že vrsto let sodelujemo s planinskim domom, s Domžalskim planinskim društvom, gremo na malo planino za vikend in ta enota je seveda tudi zelo raznolika. V praktično vseh enotah vključujemo pomalo vsega za vse, se pravi leposlovje, nekaj otroških slikanic, poezija je vedno prisotna. Stripi? Stripi so praktično v vseh enotah imamo stripe, ampak tam imamo dve polički, ki sta namenjeni prav gorniški literaturi, planinskim priročnikom in tako. Druga taka malo bolj izrazita enota je v Plečnikovi hiši,
na vrtu Plečnikove hiše, kjer jo tudi postavljamo zdaj že 4. leto, če se ne motim, v sodelovanju s Plečnikovo hišo. Čudovit vrt, zelo toplo vabljeni. Tam imamo del izbora posvečenega prav literaturi z področja arhitekture, oblikovanja. Skratka, kot rečeno, vedno se poskušamo odzivati prostoru, razmišljati o tem, kdo bo prihajal, kakšne knjige bi od tega ne zanimati ljudi, s kakšno mislijo bojo prišli v ta prostor. In kakšno lahko najdemo naprimer tukaj? Ja, Tivolska enota je najobsežnejša in v bistvu zelo veliko prostora namenjamo leposlovju, ampak tukaj praktično najdete vse kategorije zelo močno zastopane. Se pravi, naše kategorije, malo imamo knjige razdeljene v kategorije, se pravi leposlovje, lična kategorija, kamor umeščamo literaturo z področja kulture ali pa teorijo o umetnosti. Potem imamo poličke marsikaj, kjer se najde marsikaj, od priročnikov do poljudno-znanstvenih knjig do avtobiografij. Meni so te skoraj najljubše, ker so ful raznolike stvari se tam znajdejo. Otroške slikanice, mladinska literatura, potem imamo rime, poezijo. Praktično v vsaki enoti imamo poličko Global, kjer se nahaja literatura v drugih jezikih za tujce, ki jih je v zadnjih letih vedno več. Predvsem v angleščini, ampak tudi v kakšnem drugem jeziku, če nam le uspe. Skratka, kar želim reči, je to, da Tivolska je zelo obsežna, zato ker je tudi zelo obiskana. Zelo veliko imamo otroških slikanic, ker sem zelo rade zahajajo družine po naših izkušnjah. Tukaj je tudi kakšen poudarek konkretno v tej Tivolski ali je pač, ker je najobsežnejša, enostavno toliko vsega? Ja, tukaj v bistvu vsebinsko nismo tako usmerjeni, prav zato si želimo pokriti čim širši nabor in je ravno zato je toliko široko zastavljena, je raznolika in toliko obsežna. Ja. Zdaj, videla sem, da imate karanteno za knjige. Zdaj, upam, da če so pridne, jih pustite nazaj, ampak kakšen je pa zdaj trenutno režim? Mi smo ohranili režim, ki smo ga vzpostavili že lansko leto. Lansko leto smo namreč k sreči in v naše veliko veselje lahko speljali knjižnico v praktično enakem obsegu kot prejšnja leta, razen teh parih prilagoditev, ki smo jih uvedli. Ena od teh so tudi knjige v karanteni. V bistvu je sistem zelo enostaven. Povsod pač imamo nameščena razkužila in ljudi vabimo k temu, da si roke razkužijo, kjerkoli drugje, zato da lahko v miru pobrskajo po policah in si pač knjigo izberejo in potem tisto knjigo, ki jo zares bereš, s katero se ukvarjaš nekaj časa, odložiš v za to namenjen zaboj, ki se mu reče knjige v karanteni in tam potem ostane do naslednjič, ko jih pač vrnemo na police. Se pravi, knjig ne rabite ribati z razkužilom? Ne, odležijo tisti svoj čas in potem se vrnejo na police. Če bo kak mladi pisatelj mogoče prišel naokoli, vam lahko pusti kakšno svojo knjigo tukaj? Ja, z veseljem bomo vzeli. Kako pa je z revijami? Letos smo jih ponovno ponudili, lansko leto smo jih izločili iz ponudbe pri varnostnih priporočilih na IAZ. Smo se pač odločili tako, odsvetovali so jih v vseh primerih in tudi mi smo potem pač šli rajš po varnih korakih. Letos smo jih vrnili v ponudbo in za njih velja enako kot za knjige. Če jih pač prebiraš, jih odložiš v zaboj, karantenski zaboj. Tudi revije so donacije, katere revije so mogoče na voljo? Ja, tudi revije. V bistvu praktično v celoti je ves nabor knjig in revij je skoraj v celoti v bistvu doniran strani založb in časopisnih hiš. Brez njihove podpore projekt v takšni meri in na takšnem nivoju sploh ne bi bil mogoč. Letos imamo zelo kvalitetnih revij, od Ekrana, Kina, Outsiderja, fotografije, National Geographica, otroških, Cicibanov. Mladina nam je dala svoje izvode, Dnevnik nam dostavlja par izvodov, da potem malo krožijo po lokacijah, sobotne in nedeljske izdaje. Sem še kaj pozabila? Časopis za kritiko znanosti nam vsako leto da nekaj izvodov, ki tudi malo zaokrožijo po enotah. Tako da Outsider seveda, ne vem, če sem ga omenila. Skratka, nabor revij je zelo kvaliteten in obsežen. Večinoma gre za malo obsežnejše revije in to nam je tudi v interesu. Časopisov pa verjetno nimate, to bi bila pa prevelika logistika. Se pravi, imamo nekaj izvodov Dnevnika z Objektivom, sobotno in nedeljsko,
ki potem ga vsak teden, ravno kar je prišel naš kurir, razvažamo po enotah, malo potem krožimo, zato ker imamo samo 4 izvode, pa potem jih malo rotiramo, tako da na naših enotah lahko najdete tudi svežek časopise. Ja. Wow. Pa vaše enote se nahajajo tukaj bolj po centru, omenili smo tisto na Domžalskem planinskem domu, katere so mogoče tukaj v Ljubljani malo bolj oddaljene? Oddaljene v Ljubljani, v bistvu večino naših ljubljanskih enot ni tako oddaljenih. Najoddaljenejša bo ta Fužinska pravzaprav, ostale so pa vse razporejene nekako po takem širšem radiju centra v resnici. Ja. Ampak ravno zato si pa tako prizadevamo se malo decentralizirati pa razširiti v naselje, tako kot sem omenila prej. No. Sej, kako daleč pa segajo? Videla sem, da imate eno knjižnico naprimer v Polhovem Gradcu, zraven gradu, izgledala je čudovito. V katerih mestih še lahko najdemo te lokacije? Upam, da ne bom koga spustila, ker jih je toliko. V Polhovem Gradcu sodelujemo že vrsto let s Polhograjsko graščino. Tam knjižnico postavljajo v bistvu prav vsak dan, v času odprtja uradnih ur, skratka. Ful lepa lokacija. V Ribnici sodelujemo z Ribniškim gradom oziroma z Ribniško knjižnico. Tudi tam je en tak čudovit atrij, tako malke enotok, zgleda blazno lepo. Tudi oni postavljajo praktično vsak dan na Trubarjevi domačiji na Rašci. Tam postavljajo celo sezono ob nedeljah, ob reki, krasno, ful lep izgled. Zdaj tako se ni, kakor da si malo zmišljujem, ampak res so ful so lepe lokacije. V Logatcu smo lansko leto postavili novo enoto, tam ob Narodnem domu, pod takimi čudovitimi velikimi drevesi. Najbolj oddaljena enota je zamejska enota v Radgoni avstrijski, ki je tudi dvojezična, sodelujemo s Pavlovo hišo. Potem v Kanalu ob Soči že vrsto let, ob osnovni šoli v Novi Gorici, v Barovem Gozdičku. A sem še koga? Malo planino so omenili že prej. Domžale. Potem, ja, to je to. Mala planina je v bistvu domžalski dom na Mali planini. Polhogradec so omenili, Trubarjevo hišo so omenili. Ja, se mislim, da mi je uspel. V Novem mestu smo vzpostavili enoto pred 2 leti. Lansko leto ni moglo obratovati, letos zdaj upamo, da nam bo spet uspel. Skratka, vse posod imamo razširjene krošnje in vabljeni, da si ogledate te naše enote in odpiralne čase, ki so zelo različni na naši spletni strani. Ja, med drugim sem videla, da boste tudi na nekaj festivalih, zdaj že konkretno v juniju. To pomeni, da se še nova enota odpre tam, kjer so festivali. Ja, včasih je bilo teh gostovanj malo več, zdaj v lanskem letu je to majčkeno usahnilo že zaradi razmer, kakršne so bile, ampak eno od sodelovanj s festivalom Junij v Ljubljani je res že utečeno in danes otvarjamo to enoto na Kongresnem trgu in bomo tam vsak dan v času festivala. Tako je. Ja. Potem pa se vsako leto znajdemo tudi na dogodku Šiška Open, ker smo pač tam v sosedski, pa še kje, no, tako zelo odvisno od sezone. Kako si pa ti prišla zraven k knjižnici pod krošnjami? Te je ljubezen do knjig privlekla? Ja, jaz sem že v svojih študentskih letih preživljala čas kot knjižničarka v knjižnicah pod krošnjami in ko sem videla, da iščejo koordinatorko, se mi je zdaj to idealen job. Idealna zaposlitev, no, tako zelo je raznoliko delo, zelo obsežno sicer, zelo obsežno, ampak mi to leži in zdi se mi zelo smiselno. Tako, mogoče je to poudarek v tem, da vidim zelo veliko smisla v ustvarjanju takšnih skupnostnih prostorov, v naseljevanju javnega prostora, v takšnih pobudah, ki so neprofitno usmerjene. Tako, v tem vidim velikega potenciala in nuje. Sej bi rekla, da so to nameni sploh, zakaj se je knjižnica vzpostavila, poleg verjetno tudi promocije branja? Ja, zagotovo. To sta v bistvu, vsaj po moje, 2 ključni
Na eni strani gre za promocijo kvalitetne literature, za promocijo branja, za nagovarjanje ali pa negovanje bralne kulture. Nam je v interesu v enaki meri to, da pritegnemo zahtevne bralce, da jim ponudimo literaturo, ki jih bo zadovoljila, pritegnila, in skoraj še bolj pomembno ali pa zagotovo pa v enaki meri nam je to, da nagovorimo tiste, ki mogoče imajo malo manj bralne kondicije, ki ne poprimejo za knjigo kar tako, ampak jo zagledajo v nekem lepem kotičku, mogoče jo enkrat prvič samo prelistajo in naslednjič se bodo vrnili ali pa se bodo hitreje odpravili v knjižnico. Na eni strani zagotovo skratka to promocija knjig, literature, vračanje tega, na drugi strani naseljevanje javnega prostora, to, kar sem rekla, je vnašanje vsebine v javno na nek način. Ja, vse se sliši tako čudovito, jaz mislim, da bom mogoče še ostala za kak trenutek tukaj. Gaja, najlepša hvala za danes, da si nam predstavila to in še ostale, tudi nove lokacije knjižnice pod krošnjami. Hvala vam za podporo in za vsakič znova zvabilo. Z veseljem. Z veseljem pa bom tudi jaz malo ostala tukaj. Pridružite se tudi vi kaki knjižnici pod krošnjami, vzamite kako dobro knjigo v roke. Danes je menda, kot smo slišali prej, vreme sicer oblačno, a prav nič deževno. Tako da odlično vreme lahko izkoristite na tako dober način. Vsekakor se za zdaj, vsaj za kratek čas, poslavljam tukaj iz Tivolija, zato da lahko po oglasih dobite še zadnjo dozo današnjih aktualnih novic.